Aljaž in čarobna žoga prijateljstva. Zgodba srca o prijateljstvu, o učenju in potrpežljivosti. Aljaž je bil deček poln energije. Povsod ga je bilo veliko. Tekel je hitreje kot veter, govoril kot slap in delal naloge hitreje, kot bi kdo uspel prebrati navodila. Bil je vedno nasmejan, vedno pripravljen na igro in predvsem vedno pripravljen pomagati. Njegov najljubši šport je bil nogomet. Ob vsaki priložnosti je brcal žogo na igrišču s svojimi prijatelji. Bil je hiter, neustrašen in poln zagnanosti, a imel je eno težavo. Bil je včasih prehiter in preveč površno naredil kakšno potezo. Ko je moral natančno podati žogo ali jo dvigniti v zrak, mu ni uspelo. Žoga je pogosto švignila po tleh, namesto da bi se lepo dvignila kot pri drugih. Nekega sončnega popoldneva, medtem ko so igrali na šolskem igrišču, je njegov soigralec opazil, da se Aljaž spet trudi, a mu nikakor ne uspe dvigniti žoge. Namesto da bi se mu smejal, je prijatelj stopil do njega in rekel: "Pridi, Aljaž, ti bom pokazal. Ni pomembno, kako hitro brcneš. Pomembno je, da si pri določenih gibih natančen in miren." Aljaž je bil presenečen. Ni pričakoval, da mu bo kdo kar tako pomagal. Z veseljem je poslušal, kako mu je soigralec razložil, da mora najprej rahlo podpreti žogo in jo potem s potrpežljivostjo in natančnostjo dvigniti v zrak. Vadila sta skupaj in Aljaž se je trudil, da bi bil bolj zbran in manj hiter pri vsakem gibu. Ni šlo takoj. Včasih je žoga spet pobegnila po tleh, a soigralec ga je bodril. Prijatelji si pomagamo in tebi gre že bolje. Samo počasi, počasi, ne hiteti. Aljaž je tisti dan spoznal dve pomembni stvari. Prva je bila, kako dragoceno je imeti prijatelje, ki ti nesebično pomagajo in te spodbujajo. Druga pa, da je včasih treba upočasniti in delati natančno, saj se najboljše stvari zgodijo takrat, ko si zares vzameš čas. In ko mu je končno uspelo lepo dvigniti žogo v zrak, sta se s soigralcem veselo objela. Nasmejana sta tekla nazaj na igrišče, pripravljena na novo igro in novo učenje, tokrat skupaj. Dragi otroci, prijateljstvo je kot dragocena žoga. Treba jo je ceniti, negovati in deliti z drugimi. Pravi prijatelji so tisti, ki ti pomagajo,
ko ti ne gre, in te spodbujajo, da postaneš še boljši. Ne pozabite, včasih je treba upočasniti, biti potrpežljiv in natančen, da lahko dosežeš svoje cilje. A ko to počnemo skupaj s prijatelji, je pot še lepša. Bodite dobri prijatelji, pomagajte drug drugemu, da skupaj zmoremo več.